Lepo pozdravljeni. Še en teden gre k kraju in tudi ta je bil zaznamovan od lokalnih volitev ter občinskega praznika. No in če smo še pred dnevi trdili, da je Slovenj Gradec mesto duhov in ne mesto miru, v tem trenutku to zagotovo ne drži. Najprej se selimo v Mladinski kulturni center v Slovenj Gradcu, kjer so obeležili 10-letnico delovanja Centra za zdravljenje Fabrijeve bolezni. No, gre za redko dedno bolezen presnove. No, v Sloveniji so prvi takšen primer odkrili ravno tukaj v Slovenj Gradcu, kjer zdaj že 10 let torej deluje ta Center za zdravljenje Fabrijeve bolezni. Koordinator tega centra, dr. Bojan Vujkovac pravi, navajam ga dobesedno, da je ključna zgodnja postavitev diagnoze, zato je prizadevanje centra usmerjeno k zgodnjemu odkrivanju te bolezni ter multidisciplinarnemu pristopu. Torej, s preprostimi besedami, kako opišemo to bolezen? Fabrijeva bolezen je bolezen, ki je prirojena. Se pravi, mi se že rodimo z boli, praviloma že takoj po spočetju, že v maternici se začne razvijati bolezen. Kasneje bolezen prizadene že otroke, predvsem izjemno hudimi bolečinami v mišicah rok in nog. Potem se začnejo pojavljati druge težave, predvsem otroci se ne morejo potiti, zato so manj sposobni fizično, ob tem dobijo še dodatno hude bolečine. Pojavijo se nekako čudne pikice in zaradi tega se tudi prizadeti v puberteti. Potem se začnejo pa postopoma znaki prizadetosti ostalih organskih sistemov. Pojavi se obolenje srca, ledvic, pride do zgodnjih možganskih kapi, tako da ti bolniki imajo pravzaprav zelo hitro znižano kvaliteto življenja, pogosto jih pesti tudi depresija in umirajo precej prej kot ostala populacija. Moški običajno umirajo okrog 50. leta, ženske pa približno 10 let kasneje. Zdaj, mi ne govorimo samo o slovenjgraški bolnišnici, zato ker pravzaprav že z sumom na to bolezen takoj pacienti pridejo k nam. Mi beležimo številke na celo Slovenijo, trenutno je živih naših bolnikov 36, kar nas uvršča, ker to je le redka bolezen, v sam svetovni vrh po odkrivanju teh bolnikov s to boleznijo in vsako leto najdemo nove bolnike. Ta bolezen je dedna, deduje se preko tako imenovanega X kromosoma, kar pomeni, da zaradi tega tudi več oboleva žensk, ki pa so manj prizadete. Razmerje je običajno 2:1 in mi imamo tudi idealno to razmerje 2:1, kar hkrati je dober kakovostni kazalec, da mi dobro pregledamo celo družino. Kar ni zmeri samo po sebi umevno, druge države tega ne dosegajo takih številk, tudi tu smo pravzaprav v samem vrhu in to je tisto, kar je pomembno, zelo dobro sodelovanje z samimi družinami, ne samo z bolniki, se pravi tudi z njihovimi družinami. Ja, redke bolezni so specifične iz večjih razlogov. Prvi zato, ker jih je težko odkriti. Mi vemo iz številk, ki jih poznamo, da je diagnosticiranje te bolezni največkrat zgrešeno ali pa pride do prepozno. Večkrat pa sploh ne pride do diagnoze, kar pomeni, da se sprožijo napačni diagnostični postopki, napačna zdravljenja. In tu moramo ogromno narediti. Tisto, kar pa vseeno večkrat poudarim, je, ta bolezen je samo ena izmed približno 8000. Vse bolezni skupaj, redke bolezni, so pa pravzaprav izjemno pogoste. Jih je pa kar 150 000 ljudi v Sloveniji ocenjujemo, da ima eno od redkih bolezni. In večina teh bolezni nimamo niti ustrezne diagnostike, kaj šele terapija. Od 8000 za 400 imamo zdravila, se pravi za ostalih 7600 ni zdravil. Prej ste omenili neke nove metode pri zdravljenju, pravzaprav pristop do zdravljenja, da se zdravniki učijo o bolniku, ne na bolniku. Ja, to je zmeri nevarnost pri redkih boleznih, ker jih je enostavno premalo. Mi imamo izpolnjeno en od kriterijev, da mi mislimo, da je prav, da se taki bolniki zdravijo v tako imenovanih ekspertnih oziroma referenčnih centrih. Ampak da vi lahko to postanete, morate imeti zadostno število bolnikov. To vam to omogoča, da se vi ob večjem številu ob samim bolniku na nek način izpopolnjujete, pridobivate svoje znanja, izkušnje, ki pa seveda pridejo prav vsem ostalim. Zaradi tega in tudi tu smo mi na nek način začeli razvijati malo drugačen pristop. Kot sem že rekel, mi smo predvsem postavili bolnika v samo središče, medtem ko smo ostali se koordiniramo in se mu prilagajamo. Tako da mislim, da smo tule ene nove koncepte, ki mislim, da so na nek način vse splošni, uporabni tudi za marsikoga drugega in zato mogoče tudi nas zelo vabijo tudi v tujino
predvsem centralnoevropske vzhodne države, da predavamo v tem modelu v praksi, to prakso, kar smo danes hoteli. Zato se nam je zdelo, da naredimo to obeležje 10 let bolj z namenom opozoriti na redke bolezni, bolj z namenom opozoriti, da obstajajo načini, ki so boljši kot sedanji in da je prav, da te stvari premaknemo naprej. Slovenj Gradec, mesto Glasnik miru, je bil prireditelj že 16. mirovniškega festivala, s katerim smo počastili Svetovni dan miru in tudi 25-letnico podelitve tega svečanega naziva Glasnik miru. No, festival je skupaj z 7. festivalom drugačnosti potekal na glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Organizatorji mirovniškega festivala in festivala drugačnosti, ki so mimogrede Mestna občina Slovenj Gradec, Društvo paraplegikov Koroške in javni zavod Spotur, so v ta namen pripravili več sporednih aktivnosti. No, tako se je na stojnicah predstavilo več kot 40 društev, klubov, šol, nevladnih organizacij ter posameznikov, zato predlagam, da si pogledamo nekaj utrinkov. Torej najprej, kaj je festival drugačnosti in seveda komu je namenjen? To je 7. festival drugačnosti, katerega prireja Društvo paraplegikov Koroške. Namenjen je predstavitvi občanom Mestne občine Slovenj Gradec, iz tega je nastal, vseh invalidskih organizacij, kateri tle delujejo. Trenutno smo na bazarju, so še pa druge predstavitve, torej tudi od kulture, športa in takšnega naprej, delavnice na šolah in to. Gre za to, da mi želimo poleg osvestiti ljudi na čim več možnih načinov. Gre za to, da se mi družimo, da se mi izmenjujemo tudi informacije in da mi poiščemo, kje bi lahko sodelovali na kak način. Zakaj smo skupaj zopet z mirovniškim festivalom, kateri se je predstavil, ne? Je pa čist recesija, ne? Tudi mi moramo malo gledati na denar in malo prišparati in to je eno od teh načinov. Moram pa pohvaliti Mestno občino Slovenj Gradec, sicer tudi glasnik miru, ampak tudi nosilec listine mesta po meri invalidov, da prisluhne našim potrebam, katere imamo sedaj in nam omogoči takšno predstavitev na takšne modro in to. Drugače smo mogli vedno sami sredstva pridobivati, kar še vedno tudi, ne. Moramo reči, da smo zelo low budget festival, ne, da veliko kjer za ta denar ne naredi toliko kot mi, ne. Ampak Mestna občina nam pride nasproti, kot bi rekel, z takšno, da imamo recimo odre in stojnice zastojene. Morda rokujete v tem trenutku z informacijami, koliko je evidentiranih invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec? Vsaj okvirno recimo. No, če že gledamo, da Društvo invalidov kot največjo ima skoraj 1000 članov, ne? Recimo dočim mi, Društvo paraplegikov, imamo na celem Koroškem 33, ne? Da to zelo tako varira, ne? To so take številke, da je treba res malo pogledati skupaj, ne? Bom tako rekel, nikoli se nismo prištevali, mislim, da ne. Vzemi in daruj knjigo. Ja, čisto preprosto. Doma imamo ogromno knjig, ki ne vemo, kaj bi delali z njimi, prebrali smo jih že, jemljejo nam prostor, energijo, na njih se nabira prah. In ena rešitev za te knjige je tudi ta hladilnik, ki našim občanom nudi brezplačno izposojo, ali pa če je katera knjiga komu zelo všeč, si jo lahko tudi obdrži. Stvar je zelo preprosta, v hladilniku, ki bi pristal na smetišču, tudi ena smet več, smo naredili prvo brezplačno knjižnico v Slovenj Gradcu. V tem hladilniku bojo knjige in občani si jih bojo lahko jemali in prinašali tiste, ki jih pač ne potrebujejo več. V tem trenutku je torej hladilnik še prazen. Kdo bo poskrbel, da bo hladilnik postal poln, seveda s knjigami? Da je ta hladilnik nastal, smo poskrbeli člani ekološkega društva, Mestna občina Slovenj Gradec, Šolski center Slovenj Gradec. Naši dijaki imajo že pripravljene knjige in ob 12. bo hladilnik poln in se bo branje lahko začelo. Pa bo to delovalo na princip kakšne izkaznice ali preprosto odpreš hladilnik, vzameš knjigo in jo bereš? To je 24 ur odprta knjižnica, brezplačna za tiste, ki rabijo hrano za dušo, ne samo hrane za telo, in to je to, enostavno in lepo. Ja, enako.
Katero organizacijo predstavljate na tokratnemu festivalu drugačnosti in seveda kaj ponujate vsem mimoidočim? Predstavljamo Zvezo Sonček oziroma te enote, ki delujemo na tem področju, in sicer Varstveno-delilni center Ivančica iz Trobelj pri Slovenj Gradcu, pa seveda tudi Koroško društvo za cerebralno paralizo se bo danes predstavilo, potem še z nekaj programa in še enoto bivalne skupnosti v Dravogradu. Ponujamo na bazarju naše izdelke, ki jih izdelujemo v naših centrih. Izdelke izdelujejo osebe s posebnimi potrebami in sicer pač vsak kolikor zmore. Vsak en del tega izdelka naredi, da pride do končnega, potem takega, ki ga tu vidite na stojnici. Iz izdelkov pokrivamo nagrade potem za uporabnike, da dobijo tudi nekaj nazaj, in seveda vsakega evra je vsak vesel. Ja, mislim, da je zelo pomembno, da se dobivamo na takšnih prireditvah, da nekako osveščamo ljudi o tem, da tudi če smo drugačni, da smo dejansko vsi enaki. In več, ko bo takih prireditev, bolj bomo osveščeni, bolj se bomo lahko povezali in nekako upravičili ta sloves vedno bolj odprte družbe, ki naj bi tudi že bili. Morda rokujete z številkami, torej koliko je takšnih otrok na Koroškem, seveda, ki se dejansko morajo umakniti v krizni center? Ja, številke so zelo različne, nekje na leto od 20 do 35 otrok. Je pa res, da je nemogoče predvideti potek našega dela, lahko smo v enem trenutku prazni in v 7 trenutku polni. Tako da že zaradi tega je sama narava dela zelo zahtevna. Ja, mi smo iz osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu, na naši stojnici pa predstavljamo vegeto iz domače zelenjavo, ki jo pridelujemo na šolskem vrtu. Lahko pa kupijo tudi seme zelene in seme ognjiča. Ja, v Slovenj Gradcu imamo včlanjenih 700 diabetikov, to so pač člani, ki so društva in imajo določene ugodnosti, da se lahko udeležujejo pohodov, ki jih imamo vsako sredo, potem po petkih imamo kegljanje in kolesarjenje. To so pač neki način zdravega življenja, kar nas motivira, da ljudje, ki imajo diabetes, tudi zdravo živijo in se gibljejo in tako naprej. V glavnem pa je naš moto, da si sami olajšamo svoje življenje, da se družimo, da jim pomagamo z informacijami, tudi do strokovnih inštitucij, kar pač nekateri ne vejo, in dejansko imamo odprto pisarno vsako sredo in četrtek od 9 do 11 ure. Najprej lep dober dan, sem predsednica Koroškega društva za osteoporozo. Kaj pa je osteoporoza? Osteoporoza dobesedno pomeni porozne kosti. Kosti, ki so bile nekdaj močne, postanejo zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Gibi, ki se zdijo samoumevni, kot je skloniti se in pobrati časopis ali dvigniti vnuka, lahko pri bolnikih z osteoporozo povzročijo zlome. Večina ljudi ne ve, da ima osteoporoza, dokler se kost ne zlomi. Takrat je bolezen pa že napredovala. Pokrivate celotno Koroško, seveda me zanima, koliko je članov, koliko je teh ljudi, ki dejansko trpi za to boleznjo in katere pravzaprav na današnjem bazarju festivalu drugačnosti tudi predstavljate. Ja, mi imamo v našem društvu vključenih okrog 700 članic, niso pa vse bolnice. Nekatere so že mogoče bile na začetku osteoporoze, ampak tudi v današnjem času se to že delno pozdravi. Takih res bolnic pa imamo evidentiranih 350 na področju Koroške. Društvo Projekt Človek, čemu je namenjeno to društvo? Namenjeno je osebam, ki imajo težave z zasvojenostjo, alkohol, igre na srečo, prepovedane droge in podobno. Drugače pa tudi nudimo pomoč svojcem, ki imajo prijatelje, znance, ki imajo te težave. Pokrivate celotno Koroško ali je to zgolj za Slovenj Gradec? Pokrivamo celotno Koroško. Naša pisarna je locirana na Ravnah na Koroškem, drugače pa tudi hodimo po terenu, v Slovenj Gradcu smo, v Velenju smo in podobno. Sem iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, predstavljamo zdrav način življenja in varno spolnost, pa merimo krvni
tlak, zato ker to tudi sodi v zdravo življenje. Imamo tudi letake za zdrav zajtrk, da je najpomembnejši obrok. Priporočamo tudi organizacijo Svit po 50. letom, da pred zaščito raznih bolezni. Tam vas tudi povabimo na za hojo, preizkus hoje 22.9. ob 16. uri. Glede na to, da ste mlada, vas sprašujem, ali mladi nasplošno, recimo po nekem vašem občutku, prakticirajo recimo varno spolnost? Zadnje čase bolj slabo, zato pa usmerjamo k temu, da bi pokazali vsem, tudi mi mladi, da imamo veliko zaščit in naj se zaščitijo, če je že. In zakaj mislite, da recimo ne prakticirajo varne spolnosti? Kljub vsej osveščenosti za vse bolezni, ki jih lahko pravzaprav dobiš, malo pod narekovaj rečeno, pri nevarni spolnosti, zakaj se vendarle ne odločajo za neko zaščito? Ja, verjetno, ker vedno se spravijo spolnost tedi, ko niso pri zdravi zavesti, ko so pijani in pod drogami različnih, ali so pa punce preveč zaljubljene in pač se podajo v to. Istočasno so v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti otvorili razstavo Otroška risba ter podelili priznanja vsem nagrajencem tega natečaja. No, še to, na 21. natečaju Mestne občine Slovenj Gradec za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo so bile razpisane kar 3 teme. Te so: Zdravo živim se od dedkov in babic učim, več kot sta oče in mama doma, bolj srečna je družina vsa, ter 3. tema, Čudoviti svet kristalov. No in v ta namen predajam besedo direktorici Koroške galerije likovnih umetnosti, gospe Andreji Hribernik. Torej, Otroška risba ima v Koroški galeriji zelo bogato tradicijo. Zdaj, prvo razstavo, kolikor vem iz samih arhivske dokumentacije, so imeli tukaj v Koroški galeriji že leta 1957. To pomeni, da to je bil res za takratni čas nek precedens, da so otroci dejansko lahko razstavljali v tako imenovanem hramu umetnosti. Sama imam do tega stališča, da je to edino prav, kajti dejansko zelo zgodaj se začne ta proces poznavanja umetnosti, v katerega spada seveda tudi samo ustvarjanje. In kar lahko recimo pri teh risbah in fotografijah zaznamo, je seveda zelo velika mera izvirnosti. Zelo cenimo pa tudi vse različne tehnike, ki pa so seveda zasluga mentorjev, kajti ti so, mislim, da zelo pomembni faktor v procesu otroka, da vstopi v polje umetnosti oziroma ustvarjanja. In tukaj recimo v tej razstavi je možno opaziti od grafik do mozaikov, do seveda, bom rekla, klasičnih risb. Zelo me veseli pa, da seveda to osnovno razstavo, ki je bila predvsem razstava otroške risbe, dopolnjuje tudi fotografija, ki postaja vedno bolj pomemben medij. Pričakujem, da se bomo v prihodnosti srečali tudi z videom in vsemi ostalimi zadevami. Zdaj pa k Evropskemu tednu mobilnosti, ki je med seboj povezal na tisoče evropskih mest in sicer v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine potovanja. Naše ulice, naše odločitve je torej slogan, ki nam dejansko narekuje, da se lahko mesta oblikujemo sami in sicer točno takšna, v kakršnih pač si želimo živeti. No, na tem mestu pa moram pridati, da mi Korošci pač nimamo velike izbire, kar se mobilnosti tiče, sploh na neke daljše razdalje, ker vemo, da v železnici ni ne duha, ne sluha, v nekih rednih avtobusnih linijah pa dejansko tudi težko govorimo. Kaj sta na temo Evropski teden mobilnosti povedala policija in koordinatorka pa v naslednjem prispevku. Policisti Policijske postaje Slovenj Gradec v tem tednu poskušamo čim več staršev, pa tudi otrok mlajših seznaniti, kako pomembna je varnost na kolesih. Tu za nami vidimo, smo postavili spretnostni poligon, na katerem se bodo preizkusili otroci, mogoče bo tudi kak starš dovolj pogumen, da se bo zapeljal tu skozi. Drugače pa v vsakem primeru, tudi na kolesu moramo biti čelado, čeprav za odrasle niso obvezne, priporočamo jo vsekakor, dočim za otroke je pa tudi ta še obvezna oprema. Pa se Slovenjgračani dosti vozimo s kolesom, hodimo peš ali se dejansko še vedno bolj poslužujemo avtomobilov tudi v tednu mobilnosti? Mislim, da so avtomobili še vedno na prvem mestu.
Tudi sam glavni trg to jasno kaže, ki je vsak dan povsem zaparkiran. Res pa, da je ta nova steza za pešce in kolesarje je bila velika pridobitev za mestno občino in na njej opažamo ogromno število kolesarjev, pešcev, tako da tudi na tem segmentu je nekaj narejeno. Morda še kakšen napotek iz strani policije, torej za vse nas, ki smo vključeni v promet? Za vsak najprej prvotno poskrbimo za sebe, za svojo varnost, apeliramo tudi vedno na druge udeležence. Pešci in kolesarji so bolj ranljivi udeleženci cestnega prometa, zato je treba na njih biti še posebej pozorni. Seveda tu so pa tudi še naši najmlajši, ki si tudi morajo biti deležni posebne skrbi. Pozdravljeni, jaz sem koordinatorka na drugi osnovni šoli Slovenj Gradec projekta FIT. Dvakrat na leto imamo peš v šolo, torej tudi danes na 22. september, svetovni dan oziroma evropski dan brez avtomobila smo prišli vsi na naši šoli, vsaj upam, da so se držali tega, peš v šolo. Da smo pa te stvari malo nadgradili, da ni samo en dan, smo že prejšnji teden zaprli del dovoza do šole pri vhodu 1 in 2 in je bilo v bistvu naše parkirišče kot eno poučno igrišče, kjer smo pač izvajali določene dejavnosti, igre nekoč in so se otroci tudi lahko gibali. V popoldanskem času sem imela tudi priložnost otroke povprašati, če so opazili, kaj se dogaja in marsikdo je rekel, da je bilo krasno, saj so imeli priložnost se družiti, saj tisti otroci, ki živijo tam pri šoli, ker ni enega takega prostora, ker so pač naša igrišča zasedena z različnimi športi. Tako da pač poskušamo otroke navajati na ta zdrav življenjski slog, na zdrav način življenja in res eno tako popotnico dati, da je gibanje zelo pomembno in tudi včasih je dobro, če se ne da drugače, parkiramo nekje predčasno, pa pridemo in se sprehodimo do šole. Bržkone smo dostikrat starši, tisti problem malo pod narekovaji rečeno, otroci, vse prva triada, verjamem, da aktivno sodelujejo. Kako recimo je z nami starši? Smo dovzetni za ta teden mobilnost, da takrat pustimo avto doma, da poskušamo z otrokom priti peš v šolo? Jaz mislim, da zdaj po nekem času so se naši starši na šoli že navadili, tudi učitelji so se morali, čeprav še vedno včasih kakšen in ampak vedno je tako, ampak jaz mislim, da smo premaknili in da grejo stvari v pravo smer. Vsaj upam, da. Ob koncu pa še k lokalnim volitvam. Najprej k listi za mesto in podeželje, ki so jo ustanovili občani, in sicer s ciljem povezovanja energije, znanja mladih ter izkušnja starejših, je na novinarski konferenci povedal nosilec te liste, gospod Vinko Vrčkovnik. Na novinarski konferenci ste dejansko izpostavili, da boste dali poudarek turizmu in lesarstvu. Omenili ste lesarski regijski center. Ali je možen? Poglejte, vse je možno. Ampak tako, kot sem že povedal na konferenci, da če bi država imela posluh, seveda to ni v naši domeni, mi si to samo želimo, ampak prva je to država. To je državni vrh, vsa ministrstva, ki so za to odgovorna, da se bi začeli o tem sploh pogovarjati. Neki se sicer dogovarjajo, ampak to pri nas traja predolgo. In če bi dobili tam zeleno luč in možnost sodelovanja za našo koroško regijo, absolutno ni zadržkov. Ker tudi mi imamo tu usposobljene ljudi, ki so pravzaprav živeli že pred leti. Če se samo spomnite, od Mislinje do nekje Dravograda ali Šentjana je bilo, koliko žak je bilo ob naši reki Mislinji in na ostalih področjih. Danes dejansko naštejemo 2-3, ki še sploh delujejo. Se pravi, tu so delovna mesta, potencijala je ogromno, surovin imamo ogromno, da ne govorim še potem nadalje o biomasi in temu. V glavnem, živimo prav v samem centru, kar se tiče lesne industrije. Žal je pa ne znamo in je do zdaj nismo znali izkoristiti. Kako pa prepričati državo, da dobi vendarle posluh? Ja, jaz mislim, da bi naši, ki delujejo že zdaj na tem našem področju, v naši regiji, vsi naši lesari, ki so za to odgovorni, oni mogli mogoče stopiti do države, do institucij, ki so za to odgovorne, do ministrstv in
jaz dvomim, da ministri in vsi tisti, ki sedijo v Ljubljani, so seznanjeni s tem našim bogatstvom, oni so seznanjeni na papirju, oni vedo, ampak kakšne imamo mi dejansko pogoje, pa da imamo mi usposobljen kader ljudi za to, ki bi radi s tem delali, jim je treba pa to predočiti. In jih je treba na to prepeljati in reči, pogledajte, mi bomo delali, pomagajte nam, tu so sredstva, ki se lahko črpajo, ali kohezijska, ali EU, kakorkoli, to se da v zagon spraviti. Ker če je lahko ena Avstrija, ki je od Slovenj Gradca, Lava Menti meja oddaljena 11 km, pa gremo še par kilometrov naprej, tako živi za lesarsko industrijo, ja kaj smo potem Slovenci manj vredni ali pa manj sposobni? Absolutno ne, absolutno ne. In to je treba zagnati. In ta les je treba imeti doma, narediti tu izdelke in pol izdelke in mi potem prodajamo, ne pa da mi hodimo v Avstrijo in naš les nazaj kupujemo in ga pol tega pa še dražje plačujemo. No, sprašujem se, glede na to, da smo imeli celo v vladni koaliciji gospoda Zanoškarja, ki je dejansko imel tesen stik z vsemi tistimi, ki na nek način odločajo, oziroma tiste, ki vi v tem trenutku poimenujete država, da vendarle po vsem tem ni posluha. S čim mislite, da bi jih lahko vi prepričali kot torej neka nestrankarska lista za mesto in podeželje? Poglejte, jaz delo Matjaža Zanoškarja in ostale, ki so bili v Ljubljani, zdaj ne morem ocenjevati, jaz lahko samo tisto, kar sem spremljal. Mogoče so vsi do sedaj naši poslanci, ki so bili iz Koroške v Ljubljani, vsi, ne samo Matjaž Zanoškar, vsi poslanci bili premalo aktivni. Tudi na področju, če se zdaj samo obrnem še na razvoj tretje razvojne osi, se pravi hitre ceste, kar je katastrofa, kar se nam dogaja na Koroškem. Zdaj, kako tele novi poslanci, ki so, a ne, glih si z tega naslova, če jaz si želim, da te ljudje, ki so danes izvoljeni, ki danes sedijo v parlamentu, pred parami dnevi so bili potrjeni, mi bi radi stik našli z njimi in mi smo pripravljeni in bomo stopili do njih in jim bomo povedali naš program, predočili in jih prosili, ne, na tem področju kaj naredijo. Ampak to je tista domena, ki je v naši moči. Seveda, kako pa bojo naši poslanci naprej to posredovali do ministrstva, ker jaz dvomim, da bo mene en minister prišel poslušati, ali pa da se bom jaz v Ljubljano napovedal, da bo on mene poslušal, lahko pa preko naših poslancev, ki smo jih izvolili. No, sicer smo pa tudi na tej novinarski, tako kot na vseh novinarskih do sedaj slišali, da so člani te liste mladi, politično neobremenjeni ljudje. Ja, človek se dejansko vpraša, kje je vseh teh 11 list za volitve članov občinskega sveta v mestni občini Slovenj Gradec dobilo vse te politične novince, sploh če po drugi strani govorimo o begu možganov. Tudi zunaj parlamentarna stranka SLS, mestni odbor Slovenj Gradec, je pripravila novinarsko konferenco. Ti kandidirajo, ker imajo radi Slovenj Gradec in so ponosni na njegove močne in zdrave korenine. No, kje so te močne in zdrave korenine? Pa s predsednikom tega odbora, s gospodom Petrom Cesarjem. Poglejte, zdrave korenine, prepričani smo, da so člani Slovenske ljudske stranke na različnih področjih, ne samo na političnem, pač pa tudi na društvenem in vseh drugih, v preteklosti že dokazali, da se borijo, da delujejo v dobro mestne občine Slovenj Gradec, v dobro naših občank in občanov, da delujemo povezovalno, konstruktivno in v splošnem napredku za našo mestno občino. V programu ste torej omenili posodobitev regijske ceste, tudi umestitev tretje razvojne osi, torej tematiko, s katero se nenazadnje ukvarjajo vse liste. Na letošnjih volitvah tudi župana Kotaka. Sama bi vas povprašala o tem, dejali ste, da si boste prizadevali za revitalizacijo opuščenih objektov in tudi površin. Omenili ste vse sive cone v našem mestu, ki jih je potrebno odpraviti. Katere so torej po vašem mnenju tiste sive cone, na katere ste torej apelirali v tem stavku? Poglejte, ob hitrem sprehodu ali dostopu v naše mesto, v naš Slovenj Gradec, vidimo kar nekaj sivih con, opuščenih, zanemarjenih površin. Konkretno katere? Ja, poglejte, Belvi, primer Belvi se vleče že dolga leta. Tudi nekaj občinskih stavb v samem mestu imamo, ki niso najbolj urejene. V preteklosti se nam je zgodil tudi primer Zipo. Ta industrijska cona, nova oprema in del tega kompleksa je resnično opuščen in zapuščen. Prav gotovo je potrebno to sanirati, preden gremo na neke nove in zdrave čiste površine. Omenili ste tudi kvalitetne zdravstvene storitve. Na kak način lahko torej vaš mestni odbor, pravzaprav, če tako hočeva, in nenazadnje zunaj parlamentarna stranka poskrbi za boljše, kvalitetnejše zdravstvene storitve? Kaj ste pravzaprav s tem mislili? Glejte, na kak način lahko poskrbimo? Mi v tem obdobju lahko opozarjamo.
Mi lahko izražamo svoje želje, svoje potrebe, svoja videnja, na kak način, kaj to naši občani, občanke potrebujejo. Ob koncu pa še to. Za letošnje lokalne volitve sem želela pripraviti soočenje vseh 11 list za volitve članov občinskega sveta v mestni občini Slovenj Gradec in sicer sloneč na konceptu Občani smo občina, zato sprašujemo. No, naj povem, da sem v ta namen obiskala tako rekoč vse javne zavode, institucije, podjetja, obrtnike, gostince, društva, mlade, oziroma če povzamem, da ne števam dalje, z vprašanji bi sodelovali od sodišča kot neka najvišja inštanca, pa vse tja do brezdomca. No, žal pa ta ideja ni naletela na plodna tla, vse kar se tiče kandidatov za mestni svet. Odzvali so se le trije, ti so Slovenjgraška lista, lista Borisa Raja in nenazadnje še stranka SDS. Po drugi strani pa so s vprašanji sodelovali tako rekoč vsi, katere sem zaprosila, za kar se vam seveda iskreno zahvaljujem. Lahko tudi povem, da sem v tem trenutku prejela že 111 mailov s vprašanji in maili še vedno prihajajo. Torej ponavljam, dragi občani, dragi krajani, najlepša hvala za vaše sodelovanje, hkrati pa vam obljubljam, da bom vsa ta vprašanja zastavila že ob prvi priložnosti. V tem trenutku vam želim le še srečno ter seveda volite pametno.